Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o žalovanju. Kaj je tista prava mera žalovanja kot takšnega, da seveda ne tlačimo to v sebi in kdaj morda z žalovanjem pretiravamo. Morda se vam zdi, da je to nenavadna tematika za tale mesec, ko smo bolj zaljubljeni, pa odprti, pa ko počnemo take in drugačne stvari. A tudi v tem času se veliko dogaja. Čeprav statistika, malce smo preverili, zanimivo, letno torej umre v Sloveniji okrog 19.700 prebivalcev. Največ smrti sicer beležijo v zimskih mesecih in celo tole statistiko so pripravili, povprečno vsak 10. umrli prebivalec umre v mesecu januarju. A tudi v poletnih mesecih se marsikaj dogaja in žalovanje je ena izmed tematik, ki je mogoče malce tabu. Malo govorimo o tem, se bomo pa ravno o tem, o žalovanju danes pogovarjali z Edito Tomič. Ja, jo že slišim kar naprej. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Edita. Dobar dan. Zdravo, zdravo. Evo, hvala lepa, kar izvoli, hvala, ker si se oglasila. Sej na osebnarast.si imaš tak fajn spletni naslov. Pa gledam, mislim, a je to res v mesecu maju 11. neizmerni pogum, 13. rejki tečaj 3 in mojstrstvo, 15. doseganje ciljev blagin, 17. nadgradnja rejkija, 18. začetek teta healinga, 22. priprave na izpite, 25. nadaljevalni seminar teta healinga, 29. mislim, en kup enih stvari se dogaja. Tako je. Predvsem v poletnih mesecih pri tebi, kaj ne da? Ja, tako, no je neprestano, poletni meseci so zelo zanimivi, ne? Ker se ljudje vzamejo čas, vzamejo lahko tudi dopust, tako da imajo več časa za sebe, ker se nekako vse umiri, ne? Vse je bolj na easy. In takrat je tudi čas za to, ne samo za novoletne, za obljube, pa takoj 1. januarja. Pa zanimivo se mi zdi, da sploh v teh mesecih, ki so zdaj tukaj oziroma ki še prihajajo, da si mogoče mislimo, ne, da je naša iluzija, takrat je pa vse tako fajn, pa tako super, pa tak, ne. Ampak, če tako gledamo, ogromno ljudi se takrat najbolj krega in jim najbolj meče ven stvari. Ni čudno, da imaš polne delavnice pa osebne posvete. Tako je. Ja, zaradi tega, ker dokler smo mi zelo na adrenalinu, ne, ko si vpet v službo in tako naprej, ta stres, takrat do tega ne pride. Ker pokazatelj je to, da tretji dan, ko smo mi na dopustu, pa ko se vse malo umiri, takrat se začnemo kregati, začnemo zbolevati, ne, ker nismo navajeni 24 ur biti en z drugim in pa tudi ta adrenalin popusti. In ker nismo vajeni delati na lastni energiji več, ker je to premalo, ne, potem postanemo nervozni, žalostni, iluzije skozi ustvarjamo, kaj mora nekdo narediti za to, da se mi dobro počutimo in tako naprej. Ker sem delala v turizmu, je bilo tipično tretji dan, reklamacije, soberca ni spravila, zavese niso prave in si že vedel, da partnerja nista sposobna se pogovarjati ali živeti skupaj 24 ur, in sta potem najdla tretjo osebo, krivca, da se nista soočila. Krasna tehnika, Tako. deluje že leta in leta, ne? Definitivno. Ja. Danes bomo govorili o žalovanju. Ja. Poznamo pravzaprav več, bi lahko rekla, celo vrste žalovanja? Ja, najtežja oblika žalovanja je ob izgubi naše osebe, našega sorodnika, otroka, staršev in tako naprej. Vendar pa je eno določeno žalovanje tudi ob izgubi partnerja, pri ločitvi, potem ob izgubi službe, to je tudi tako žalovanje. To je tudi žalovanje? Seveda zaradi tega, ker pač se neprestano ukvarjaš s tem, ne? Žaluješ za dogodke, ki so ti v službi nekaj pomenili, neki status in tako naprej. Tako da je veliko več vrst žalovanja in pa seveda tudi različne reakcije na žalovanje, ne? Pri žalovanju so verjetno neke faze, ne? Ja. Tako je, ne, pri žalovanju, ko se bomo osredotočili na smrt, ne, ko nam neka oseba umre, takrat pride naš dušni poračun, ne.
Ja, in takrat se začne to občutek krivde. Ne? Sploh je to tipično pri samomorih, drage osebe, kot pri meni, pri sestri. Ne? 5 let se zjutraj sprašuješ, ali sem dovolj naredila, ali bi lahko prepoznala, kaj je bilo narobe. Ne? In to te razjeda neprestano in to je pretirano žalovanje. Ravno tako pretirano obiskovanje grobov, doma ustvarjanje neko svetišče, ne? Nekega trona, osebi začneš pripisovati lastnosti, ki sploh niso bile. To je pretiravanje. Idealiziraš potem, ne? In to je v bistvu počnemo zato, ker je nas strah, ali bomo mi zmogli brez te osebe. Vendar se pa moramo zavedati, žal, meni je to en zdravnik na kliničnem centru v Smeru, je rekel, gospa Edita, se vi ne zavedate, da mi nismo samo fizično telo, ampak tudi duša. Takrat še pojma nisem imela, kaj mi je hotel povedati. Ja. Je rekel, pejte domov, preberite knjigo Tibetanskih mrtvih in puste dušo, da gre, ker je to njena odločitev. To zdravnik povedal? Tako je, ker sem se tako ustrašila, ker je sestra odreagirala na moj glas, čeprav je bila v komi. Ne? Ja. In dejansko sem potem začutila, kaj je njena duša zapustila telo en dan pred tem, ko so mi povedali. Ne? Tako da iz lastnih izkušenj vem, da samo tako je. Ampak potem se pa pojavlja druga faza. Ne? To žalovanje, mene je bilo strah na žale iti. Vsak jutr sem se zbujala s temi vprašanji. Sem pa tip, ki je to zaprl vase. Ne? Ker smo 2 vrste ljudi. Eni zapremo to vase in se na zunaj sploh ne vidi, da žalujemo. Ne? Eni se pa postavijo v igro žrtve in potem seveda izsiljujejo. Ne? Sploh starejši pari, kot ti partner umre ali partnerica, se to zelo hitro potem spremeni v čustveno izsiljevanje otrok, igranje vloge žrtve in tako dalje. Ne? Če zdaj govorimo, vem, da je to težko, ampak tako, če govorimo časovno, neka doba, ki si jo vzameš za žalovanje kot takšno, kakšna doba bi bila? Normalna doba žalovanja je 1 leto, verjemite mi, ne? Ker iz drugih potem pa imam in tako vem, kako to poteka. Seveda, prvi meseci so najbolj kritični, ker vsak trenutek ne, se spomniš, zdaj grem pa na obisk k staršem, ne? Ali pa zdaj pa treba to za starše narediti in potem da stane ena vakuum, ena praznina. Ne? Pa verjetno, da se ti prazniki vsi zamenjajo, ker smo imeli neke rituale, običaje. Tako, ne, o praznikih jih pogrešaš, nimaš komu čestitati in tako dalje, ni tistega ognjišča, če govorim o starših, kamor lahko greš, vendar pa to v roku 1 leta počasi se znormalizira. Vsekakor pa mi te osebe neprestano nosimo v srcu. Ne? In to je važno, takrat, a veste, res, mi se ne zavedamo te minljivosti. In ko nekdo umre, se moramo zavedati, da v sekundi je konec vsega. Ne? Vsi prepiri, vse zamere, vsa obtoževanja takrat so tako nepomembna. In seveda, če smo mi nesramni bili do te osebe, če smo ji kaj zamerili, če smo se neprimerno obnašali, Te krivda prime. In potem je pa občutek krivde. In ta krivda zna tako močno razjedati, to vidim jaz na terapijah. Ne? In če vidim, da je nekdo starši skregan in če začutim, da se bo ta duša kmalu poslovila, sicer tega ne govorim, ampak rečem, lepo prosim, pokličite, veste, kakšna je oseba, pogovorite si, ker ko jo več ne bo, bi dali ne vem kaj na svetu, samo zato, da bi se s to osebo lahko pogovorili. Ali če nas kaj moti, bi dali vse, da bi zopet, na primer, zavohali von po tobaku od partnerja, ki smo ga prej skozi in tako naprej. Pri tem se treba zavedati minljivosti in potem tudi žalovanje sprejmemo, da je to odločitev duše, da mi na to vpliva nimamo. Se pravi, je duša potuje, to, sebično, ampak potem se zavedamo, ko je prepozno. Edita, k tebi hodijo ljudje po pomoč, ki bi radi naredili naslednji korak v življenju, ko se malo zaciklajo pa tako naprej. Pa me zanima,
ne vem, ali je to samo pri meni, jaz imam občutek, da so družine kar precej skregane med sabo. Bratje, sestre in tak naprej. In potem, ko nekdo umre dejansko, jih pa včasih to zbliža. V tem smislu, da jim pomaga premostiti neke bedarije, ki sploh ne vejo točno, zakaj so dejansko skregani. Ampak mora res priti do tega? Definitivno nas mora nekaj strezniti, zaradi tega, ker smo preveč vpeti v materialni svet. Običajno se ta prepiri v družini pričnejo zaradi materialnih stvari, zaradi ljubosumja, tekmovalnosti med otroki. V tem trenutku, ko nekdo umre, se potem to zbliža in če je družina na nekem čustvenem nivoju zrela, potem se to nadaljuje, ker se otroci med sabo povežejo. Ampak iz moje prakse na terapijah vidim, da je potem še hujše, ker pride do delitve premoženja. Takrat pa udari ven vsa ta materialna pohlepnost in mogoče še otroci ne bi toliko se med sabo skregali kot partnerji, ki jim sledijo, ker so vsi prepričani, da so prikrajšani. Da jim pripada. Ja. In potem namesto, da bi žalovanje opravili po normalni poti v enem letu, se to vse zavleče, ker začnejo z obtoževanjem tega, ki je umrl, da ni poskrbel za njih, da se počutijo ogoljufane in tako naprej. In kaj je najbolj kritičnega potem, da te ljudje, iz prakse vem, te ljudje začnejo fizično zbolevati. Se pravi, če sem prav razumela, ljudje vztrajajo v pretiranem žalovanju zaradi krivde, zaradi občutka krivde, da niso naredili dovolj, da niso naredili prav ali kakorkoli. In ko se te krivde znebijo, lahko spet zaživijo. Ja, tako, lejte, jaz tudi na osebnih svetovanjih, mi imamo preko Theta Healinga tudi postopek pogovora z dušo umrlega. In dostikrat je že ta pogovor, ta blagoslov o ljubezni, odpuščanje in tako naprej. Tisti korak, ko oseba se sprosti, zgubi ta občutek krivde tudi, seveda čistimo, zakaj je prišlo do tega in potem lažje zadiha in gre naprej. In normalno, mi se vsi vseh svojcev spomnimo, ampak ne s tem, da bomo kaznovani zato, ker smo nekaj naredili. Ker dosti ljudi se zateka po pomoč k dušam svojih prednikov, da jim pomagajo pri nasvetih, pri prebroditvi kakšne krize. Če imaš pa ti neki strah v sebi, pa občutek krivde, pa tega ne boš naredil. In tudi dosti vpliva je to duše, ki pač nas obkrožajo, pa razne entitete, je to, da, a veste, če ti nekaj zaškripa, če ti luč začne utripa, če to, te popade blazen strah, da te nekdo straši. In da se ti bo zgodilo nekaj groznega, Ampak to so lahko duše, ki sploh niso povezane z nami, ampak pač so zamudile ta prehod in mi s Theta Healingom tudi te duše pošiljamo v Božjo. A to se Theta Healing tudi se uči? Ja, Božjo luč, In zaradi tega, ker duša rabi svojo pot. In če mi pretirano žalujemo, pa pretirano zganjamo neke določene cirkuse, mi dejansko to dušo zadržujemo in ne more iti naprej. Ker žal vpliva na to nimamo. Vsi potujemo, duša gre takrat, ko nam je. Ker hvala Bogu, tega ne vemo. In tudi naprimer z temi podaljševanji, pač umetnimi, mi govorijo medicinske sestre, ki pridejo tudi na kakšne izobraževanja, da ljudje prav čakajo njihovo nepozornost, da lahko duša gre. A veste? A res? Ja, ker sem sama upravljala pač izobraževanje oziroma prakso v kliničnem centru, so bili primeri ljudi, ki sem si res želela. Privoščila jim smrt, ker je bilo res nesmiselno vzdrževati tisto lupino pri življenju, ki ni imela nobenega življenja več v sebi. Smo pa na naši spletni strani
tudi povprašali, kakšen imate vi odnos do smrti. In mislim, sami razsvetljeni ljudje hodijo očitno na našo spletno stran, kajti skoraj polovica, ali koliko imamo točno odstotkov, 48% jih je namreč povedalo, da z dejstvom o smrtnosti so pomirjeni, da jih smrti dejansko ni strah. 34% ljudi pa so se že soočili s smrtjo bližnje, ljubljene osebe in jim je to spremenilo pogled na življenje, kar je pravzaprav super, ne, če vzamemo na takšen način. In kako je pa s tem ljudje, ki pridejo k tebi po pomoč, pa žalujejo dolgo časa, pa tak naprej, pa to, da se tudi v črno oblačijo, pa vse take zadeve. Kaj je ponavadi prvi nasvet, prvi korak, ko vidiš, da pretira, da je predolg, da zdaj pa fertik nekaj žalvat, pa se sestav? Kaj jim daš prvi nasvet? Moj prvi nasvet je to sploh če so umrli otroci, pa da je gospa še 6 let, vsak dan hodi na pokopališče, zadržuje stvari in tako naprej. Moj nasvet je bil sledeč. Pospravite vse njegove stvari iz stanovanja, da se energija pač počisti. Ne ostajate, porežemo vezi z temi obdobjem energijske, potem zadržite nekaj, kar vam je res v spomin, in potem smo naredili tudi odpuščanje, da je pač ni ona, čeprav je mama, da žal nima vpliva na to. Pač soočanje s tem, da je to treba začeti delati naprej, s cilji. Ker ostajanje v nekem obdobju lahko tudi izgovor, da nič ne naredimo naprej. Da pravi, pospraviti stvari, oddati naprej, počistiti stanovanje, ker dušom, če imamo čisto, potem je to lažje. Jaz sem videla to pri mami in pri starejši sestri. Pri mlajši, ki je naredila samomor, je bila pa kriza in je bila tudi ona vzrok za to, da sem šla jaz na to pot, kako se reši te more. Zato poznam te občutke more pa krivde in v bistvu čistimo krivdo. Pa potem lahko tudi pogovor z dušo in tako naprej. Veliko je teh stvari, ampak pretirana črnina, samo še to, je pa tudi to že zunanji pokazatelj, sem Boga, sem pač nekaj posebnega, iskanje, nekako podzavestno iskanje tolažbe in pa odgovornosti. Moram pa še nekaj poudariti, te bolezni, ki sem imela, jaz zdaj poznam kar par kolegic, ki so imele te stvari, vse imajo hude težave, zdravstveno, pritisk, astma in tako naprej. In zaradi tega, ker so imele vse mame v domovih. Zato bi jaz dala en nasvet. Če imate starejšo osebo, ki ni sposobna sama živeti in tudi vi ne morete poskrbeti za njo, ne imeti občutka krivde, če se je to zgodilo. Občutek krivde imejte to, če jo date v dom, pa jo ne greste niti enkrat pogledati. Ampak če si pa ti stalno prisoten, je pa to v bistvu odgovornost, da poskrbiš za starostnika, da ima varnost, da ni lačen, da ni umazan in tako. Ker pa vidim, da se pa to dogaja sploh v Ljubljani, v mestu, zaradi materialnih stvari puščajo starostnike doma, v nemogočih razmerah, in je to čist nekaj drugega. Zato sem jaz proti temu, da v bistvu ti uničuješ sebe na račun tega, da ne boš imel slabe vesti. Da ne boš imel slabe vesti. Ne, ker ti si poskrbel po svojih močeh za to osebo. Najlepša hvala. Edita Tomič je bila danes v naši družbi in tudi v tem času, maj, juni, julij, avgust, pa potem september naprej, bo pestro. Edita uči veliko stvari, predvsem pa tisto najpomembnejšo, da naredimo korak naprej v našem življenju. Evo, eno anketo smo vam predstavili, tudi rezultate novo najdete že na www.klepetobkavi.si, sicer pa fajn spletna stran, Editina spletna stran pa osebnarast.si. Tudi priporočam, da si pogledate, vrsto zanimivih in koristnih vsebin najdete. Grem v to akaše. To je svet, ki bi mu v prevodu rekli eter, ampak ni eter. Je peti element,